Ne samo v ministrstvu, tudi v Slovensko vojsko. Dobro. Po dolgo času. Lep pozdrav vsem. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik Slovenske vojske, gospod Borut Pahor, gospod minister za obrambo, minister Matej Tonin, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš, poveljnik sil Slovenske vojske, generalmajor Rdin, spoštovani gostje, predstavniki medijev, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Lepo pozdravljeni na tradicionalni videokonferenci z mednarodnimi operacijami in misijami. Prosim ministra za obrambo za uvodni pozdrav. Hvala lepa, spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, general major Robert Glavaš, poveljnik sil, vsi ostali zbrani. Smo v prazničnem decembru, advent in pa sam Božič imata posebno sporočilo upanja. Upanja na nekaj novega in upanja na nekaj dobrega. To je odlična istočnica in usporednica tudi za stvari, ki se dogajajo v Slovenski vojski. Uvodoma bi se vam rad zahvalil za vaše predano služenje domovini. Naj to ne bo floskola, ampak so to zagotovo izpričana dejstva, kjerkoli služite doma ali v tujini. Na vas smo ponosni in smo vam za stvari izjemno hvaležni. Vsekakor pa je bilo v zadnjem času na Ministrstvu za obrambo storjenega veliko, zato da se status slovenskih vojakov še dodatno izboljša in da se je končno začela težko pričakovana modernizacija. V zvezi z statusom urejanja vojakov naj povem, da smo na začetku tega mandata uredili vprašanje, kaj z vojaki po 45. letu, da je bil potem kasneje sprejet tudi zakon o službi v Slovenski vojski, ki še dodatno izboljšuje status vojaka. Zdaj v teh dneh smo pa z skupnimi prizadevanji z generalštabom in z načelnikom uredili tudi dve pomembni zadevi, ki se dotikajo vaših plač. Eno je nov sklep za uresničevanje 59. člena zakona o službi v Slovenski vojski in drugo je končno usklajena posebna uredba glede plačnih razredov znotraj vojske, da določene krivice iz preteklih let popravimo. Tako bomo zaokrožili celoten paket urejanja vašega statusa, za katerega sem prepričan, da daje neko novo upanje v skladu z sporočilom decembra. Hkrati pa teče modernizacija Slovenske vojske, vlagamo v infrastrukturo, tako v vojašnice, kot tudi v opremo. Seveda si vsi skupaj želimo, da bo ta tekla čim bolj transparentno, jasno in pa hitro. Nenazadnje si vsi v prihodnosti že želimo zadovoljnih in pa dobro opremljenih slovenskih vojakov. Predsedniku Republike bi se rad posebej zahvalil za njegovo podporo v vsem tem času. Vsekakor je podpora vrhovnega poveljnika ključna, da tudi takrat, ko so morda razprave izjemno vroče, mestoma tudi neprijetne v tistih trenutkih, je ključno, da ima obrambni sistem tudi podporo vrhovnega poveljnika. V vsem tem času, ko smo se ukvarjali tudi s težkimi vprašanji, z neprijetnimi vprašanji, smo imeli podporo vrhovnega poveljnika, za kar sem seveda hvaležen. Tako da, gospod predsednik, najlepša hvala. Hvala pa tudi vam. Pazite na sebe in ostanite zdravi. Hvala, gospod minister. Zdaj pa se bodo poveljniki nekaterih kontingentov javljali z območja delovanja. Najprej bo poročal podpolkovnik Bojan Langerholz, poveljnik slovenskega kontingenta na Kosovu. Poveljnik, prosim. Hvala za besedo. Gospod vrhovni poveljnik Borut Pahor, gospod minister za obrambo, gospod načelnik generalštaba, gospod poveljnik sil. Na tej strani kontingent KFOR 44, poveljnik podpolkovnik Bojan Langerholz, na moji desni je glavni podčastnik praporščak Matjaž Vindiš. Naše osnovno poslanstvo je, da v okviru zavezništva NATO
in širše mednarodne skupnosti sodelujemo v operaciji Joint Enterprise KFOR in zagotovimo prepoznaven prispevek k zagotavljanju mirnega in stabilnega okolja in pa svobode gibanja na Kosovu. Kar se tiče naše strukture, smo razdeljeni v 4 bazah. Glavnina pripadnikov je v Villaggio Italija, nato imamo pripadnike še v Novem Selu, v Prištini in pa v Uroševcu. V vsaki bazi je nacionalni lokalni predstavnik, ki zagotavlja neprekinjenost poveljevanja in pa kontrole. Osnovne naloge so naslednje. Varujemo samostalni visoki dečani, opravljamo patruljiranje, samostojne, združene in pa sinhronizirane patrulje, zagotavljamo hitre odzivne sile in pa zagotavljamo dnevno prisotnost na območjih delovanja posameznih tako imenovanih LMT skupin, skupin za povezovanje in pa spremljanje za namenom vzdrževanja rednih stikov z lokalnimi skupnostmi in ostalimi deležniki. Varnostna situacija ni bila od vašega zadnjega obiska tukaj na Kosovu nič spremenjena. Še vedno so razmere mirne, vendar krhke in pa nepredvidljive. Dogodkov, ki bi ogrožali ali kakorkoli drugače vplivali na naše morebitno povečano stopnjo ogroženosti, trenutno ne beležimo. Presek stanja. Trenutno izvajamo vsakodnevne rutinske aktivnosti v območju delovanja in nadaljujemo s spremljanjem situacije širom Kosova z namenom, da pravočasno odreagiramo na nepredvidljive dogodke, ki bi lahko potencialno vplivali na mirno in pa stabilno okolje. Kar se tiče COVID-19, smo 100% precepljeni, 61 pripadnikov je tudi pridobilo že konec novembra poživitveni 3. odmerek. Trenutno beležimo nekaj manjših primerov okužb, vse lažje oblike, tako da je trenutno nadzor uspešen. Glavni dogodki v času našega bivanja na tem območju so bili: v začetku smo spremljali proteste in pa cestne blokade na severnem delu Kosova zaradi novega režima registrskih tablic. Nadalje smo spremljali situacijo v lokalnih volitvah 17. oktobra in pa 14. novembra. In pa kot zadnje, trenutno še vedno traja zaostrena situacija glede dobave električne energije v 4 občinah na severu Kosova. Naslednji ključni dogodek, kar se tega tiče, je pričakovan v začetku februarja, ko se bodo nadaljevale pogajanja. Poleg vašega obiska v območju delovanja smo beležili tudi obisk poveljnika sil, generala Škrbinca, v drugi polovici novembra in pa za danes je napovedan obisk ministra za obrambo, ki ga bomo gostili tukaj v kampu Villaggio Italija. V zaključku lahko povem, da po 63 dneh delovanja na misiji je počutje pripadnikov dobro. Prihajajoče praznike bomo obeležili delovno z manjšimi bogoslužji in pa z manjšo slovesnostjo na dan samostojnosti in enotnosti. Odnosi s pripadniki zavezniških oboroženih sil in pa lokalnim prebivalstvom so zelo dobri in pa v prihodnosti bomo nadaljevali z našo osnovno namero, ki pa je profesionalno upravljanje našega poslanstva in pa obenem bomo izrabili ta naš čas tukaj in pa okolje za usposabljanje. Gospod vrhovni poveljnik, na voljo za vaše vprašanja predajam besedo. Hvala poveljnik. Naslednji bo poročal podpolkovnik Boštjan Močnik iz Iraka. Podpolkovnik, prosim. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, spoštovani minister za obrambo, načelnik generalnega štaba in poveljnik sil Slovenske vojske, vsem skupaj lep pozdrav iz Iraka. Jaz sem podpolkovnik Boštjan Močnik in sem poveljnik slovenskega kontingenta. Poslanstvo. Naš kontingent nič peto je od 24.11.2021 pa do 25.5.2022 sodeluje v operaciji Inherent Resolve, operacija Neomajna odločenost v Iraku z namenom usposabljanja kurdskih varnostnih sil v podpori mednarodne skupnosti v okviru globalne protiteroristične koalicije za dokončno uničenje Daesh. Struktura. Sam podpovednik kontingenta z menoj je še en podčastnik. Kontingent je prevzel dožnost 24. novembra letos. Sam pa namreč nadaljujem že dožnost povednika 5. kontingenta iz prejšnjega kontingenta. Lokacija delovanja Erbil, Kurdistan, Irak. Naloge. Poveljnik kontingenta opravlja dožnost training advisorja, svetovalca za usposabljanje v JOCAT North, v Joint Operation Command Advising Team North, ki svetuje kurdskim varnostnim silam glede usposabljanja na strateški ravni. V ta namen obiskujem Ministrstvo za obrambo oziroma njihovo Ministrstvo za prištelge.
Podčasnik opravlja naloge nacionalnega podpornega elementa. Trenutne varnostne razmere na misiji. Splošna varnostna situacija je na območju iraškega Kurdistana po oceni Kurdskega Combination Centra ocenjena kot moderate to low oziroma srednja kot nizka, kurdski defense line, razmetitvena črta med kurdskimi in iraškimi varnostnimi silami in Kurdish control line je ocenjena kot moderate to high oziroma srednja do visoka. COVID-19 izzivi. Oba pripadnika kontingenta so bila pred odhodom na misijo cepljena proti COVID-19 z vsemi tremi cepivi. Izvajanje ukrepov COVID-19 ne vpliva na kakovostno izvajanje nalog kontingenta. Kronologija dogodkov v času delovanja od zadnje AVK oziroma od junija 2021 praktično ni nobenih sprememb v delovanju oziroma v izvajanju nalog. Varnostna situacija. V začetku julija letos in septembra sta bila izvedena dva napada z droni, torej vodeni letalniki opremljeni z eksplozivom na našo bazo Erbil. Napada nista povzročila nikakršnih poškodb in žrtev, samo manjšo materialno škodo. Slovesnost ob bližajočih praznikih. Kontingent bo praznike skromno obeležil glede na varnostno situacijo. Državnega praznika ne bomo mogli posebno obeležiti že zaradi vnaprej načrtovanih nalog. Omenjeno praznovanje bomo naknadili v domovini po vrnitvi. Zaključek. Naš cilj je uspešno opraviti nadelj v skladu z ukazom za delovanje, srečno vrnitev v domovino ter nadaljevati z delom v Slovenski vojski. Spoštovani gospod predsednik, to je moje poročilo iz Iraka. Če imate kakšno vprašanje, prosim. Predajam besedo. Hvala. Selimo se v Latvijo, vojni kontingent, gospodnik Mitja Hajdinjak. Gospodnik, prosim. Spoštovani vrhovni poveljnik, spoštovani gospod minister, spoštovani gospod načelnik in pa spoštovani gospod poveljnik sil. Lep pozdrav iz Latvije. Sem stotnik Mitja Hajdinjak, poveljnik slovenskega kontingenta, 10. slovenskega kontingenta, se pravi okrepljene predne prisotnosti tu v Latviji. Naše poslanstvo je, da skupaj z še 8, se pravi članicami, pripadnicami Zveze NATO, tvorimo bataljonsko bojno skupino, s katero skozi usposabljanje in pa prisotnost v območju delovanja prikazujemo odvračalno držo z namenom preprečitve morebitnega ruskega napada. Sestava našega kontingenta je 50 pripadnikov, v svoje vrste pa smo vključili tudi 10 pripadnikov oboroženih sil Črne Gore. Ključne naloge kontingenta so usposabljanje in pa integracija. Žal vam v konkretno opravljenih nalogah trenutno še ne moram poročati, saj smo v območju delovanja šele 11. dan. Lahko rečem, da smo v tem času uspešno opravili postopke primopredaje med odhajajočim kontingentom številka 9 in z veseljem poročam, da so se včeraj tudi uspešno vrnili v Republiko Slovenijo. Kar se tiče naše zgodbe, gospod predsednik, vam z veseljem lahko povem, da če se spomnite, junija, ko smo izvedli predstavitev za predsednika Latvijske države, smo obljubili neko zmogljivost in to zmogljivost smo tudi uspešno dostavili v območje delovanja. Varnostna ogroženost je trenutno ocenjena kot nizka, kar pa se tiče samih COVID ukrepov, spoštujemo vse navedene ukrepe in pa situacija bistveno ne vpliva na izvajanje našega poslanstva. Prav tako lahko poročam, da so vsi pripadniki polno cepljeni, nekateri so pred odhodom prejeli tudi 3. dozo. Kar se tiče načrtovanih stvari v prihodnosti, kot poveljnik kontingenta se veselim izzivov, ki so postavljeni pred mano in pa hkrati sporočam, da je počutje pripadnikov tu dobro in da bomo prihajajoče praznike, torej dan državnosti in enotnosti in pa dan samostojnosti in enotnosti in pa Božič obeležili z mašo in pa manjšo proslavo, prav tako pa iz Slovenije pričakujemo obisk iz vojaškega vikarijata.
To je moje poročilo iz Latvije. Spoštovani gospod predsednik, na voljo sem za vaše vprašanje. Hvala, Stotnik. Naslednji je podpolkovnik Dragan Marič iz Bosne in Hercegovine. Prosim. Spoštovani predsednik Republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil, cenjeni ostali navzoči, lep pozdrav iz Sarajeva, kjer deluje 44 kontingent Slovenske vojske. Od letošnjega marca ima Slovenska vojska v Bosni in Hercegovini novo zmogljivost Lothišo v Banja Luki, ki pokriva 10 občin od Dervente na severovzhodu do Sanskega mosta na jugozahodu. Ključne naloge operacije so zagotavljanje stabilnega in varnega okolja in svobode gibanja vsem prebivalcem Bosne in Hercegovine, podpora institucijam Bosne in Hercegovine pri uničevanju streliva, minsko-eksplozivnih sredstev in humanitarnega razminiranja, podpora vojski Bosne in Hercegovine pri izvajanju kolektivnih usposabljanj. Kar se tiče NATO pisarne v Sarajevu, je usmerjena v pripravo in certifikacijo lahke bataljonske bojne skupine vojske Bosne in Hercegovine, ki bo izvedena v septembru 2022. Varnostna situacija v območju delovanja je nizka, dejavniki tveganja so promet, COVID-19, kriminalna dejanja in korupcija ter migrantska problematika. Kar se tiče COVID-a, je sama baza Butmir nekakšen mehurček, ker imamo trenutno enega obolelega pripadnika EUPOL-a in 2 obolela pripadnika lokalnega prebivalstva, ki delujejo v bazi. Vsi pripadniki slovenskega kontingenta so prejeli poživitveni odmerek. Slovesnosti v prihajajočih praznikih, del kontingenta je že doma v Republiki Sloveniji. Prejšnji teden pa smo na veleposlaništvu izvedli krajšo slovesnost skupaj z Slovenskim kulturnim društvom Ivan Cankar v Sarajevu in društvom Triglav iz Banja Luke. Za zaključek, poveljstvo sil nam zagotavlja učinkovito in popolno podporo pri delovanju kontingenta. Pripadniki kontingenta so visoko motivirani, strokovno usposobljeni, prepoznavni v mednarodnem in lokalnem okolju. Svoje naloge upravljajo celovito in kvalitetno. Gospod predsednik, če imate kakšno vprašanje, sem vam na razpolago, v nasprotnem primeru vračam besedo v Ljubljano. Hvala, poveljnik. In še nadporočnik Marko Baeder iz Marija. Nadporočnik, prosim. Hvala za besedo. Spoštovani gospod vrhovni poveljnik, spoštovani gospod minister, spoštovani načelnik generalštaba, spoštovani poveljnik poveljstva sil in vsi ostali prisotni v Ljubljani, lep pozdrav. Misija EUTM oziroma European Union Training Mission se je pričela leta 2013 kot odziv Evropske unije na zaostreno varnostno situacijo. Trenutna misija je že v 5. mandatu, ki bo trajal do leta 2024. Poslanstvo misije je organizirati in izvajati svetovanja, izobraževanje in usposabljanja malijskih oboroženih sil s ciljem obnove zmogljivosti omenjenih sil. V 5. mandatu se ta pomoč pričenja nuditi tudi drugim državam G5 Sahel, to so poleg Malija še Mauritanija, Burkina Faso, Niger in Čad. Slovenska vojska sodeluje s svojim 18. kontingentom. V misiji sodeluje preko 1000 pripadnikov iz 25 držav, od tega 22 članic Evropske unije. Skoraj polovica moštva te EUTM-ja je namenjena zaščiti sil. V strukturi so še enote za zračni premik ter medicinski enoti ROL 1 in ROL 2E. Glavni enoti sta enota za svetovanje ter enota za usposabljanje. Pripadniki Slovenske vojske smo nastanjeni v 2 bazah, v Bamaku, kjer je poveljstvo deluje MES v sektorju J7, v Kolikuru, kjer je glavni center za usposabljanje malijske vojske, pa ostalih 8 pripadnikov, ki večinoma opravljajo naloge inštruktorjev. 5. mandat se vse bolj osredotoča na decentralizirano usposabljanje, kar pomeni, da slovenski inštruktorji vse pogosteje izvajajo tečaje v drugih bazah po državi. V tem trenutku smo pripadniki Slovenske vojske na 4 lokacijah v Maliju, kjer sta najbolj daljena pripadnika skoraj 1000 km stran. Situacija celotnega območja delovanja, ki zajema preomenjene države G5 Sahel, je resna. V letu 2020 je prišlo do državnega udara v Maliju in ponovno v letu 2021. Prihaja do pogostih napadov na mednarodne sile, tudi smrtnimi izidi, predvsem na misijo Združenih narodov MINUSMA s strani različnih oboroženih terorističnih skupin, tudi podpornic Al-Kaide in ISIS. 2 napada na srečo neuspešna sta se zgodila na bazi s pripadniki Slovenske vojske. V juniju 2021 je prišlo tudi do napada na bazo v Kolikuru, kjer so nastanjeni naši pripadniki, pred kratkim pa na bazo v Gao, kjer so pripadniki Slovenske vojske izvajali tečaj. Kruti medetnični spopadi so pa praktično stalnica. Misija EUTM zaradi navedenih tveganj
svoje premike na oddaljene lokacije izvaja predvsem po zraku oziroma v konvojih z dodatnim množstvom za zaščito sil. V letu 2022 bi morali imeti v Maliju predsedniške volitve, a je izvedba le-teh zelo vprašljiva. Covid v zadnjem obdobju povzroča veliko izzivov, ker so stiki z lokalnim prebivalstvom neizbežni, sanitarno-zdravstveni pogoji pa na izjemno nizki ravni, prihaja do okužb tudi med pripadniki LTM-ja. Razpoložljivi testi zaradi objektivnih okoliščin niso vedno zanesljivi, zato smo se vsi pripadniki LTM-ja SVNKOM 18 odločili, da v času misije ne koristimo dopusta in tako ne izpostavljamo domačih potencialnim okužbam z raznimi afriškimi sevi. Pri tem pa se moram zelo zahvaliti poveljcom in enotam, ki v tem trenutku delajo na tem, da bi nas vojaško-zdravstvena enota cepila s poživitvenim odmerkom tukaj v območju delovanja. Sama situacija COVID pa bistveno vplivala tudi na naše praznovanja. Vse kaže, da bomo pripadniki SV na več lokacijah. Ne glede na to pa glavnina pripadnikov v kolikor skuša na dan samostojnosti in enotnosti organizirati odgodek na odprtem, in sicer krajši slovesnosti bo sledil pohod 131 krogov oziroma 31 km. To dejansko kaže na dobro vzdušje in dobro motiviranost pripadnikov. Za zaključek ne povem, da smo pripadniki Slovenske vojske zelo cenjeni, ne samo zaradi znanja, vendar tudi zaradi naše iznajdljivosti in odzivnosti. Kar pa moram podariti je to, da ostaja naše glavno in najmočnejše vodilo pri delovanju nas pripadnikov Slovenske vojske. Vsem v Ljubljani, ostalim kontingentom in predvsem vsem družinam pripadnikom, ki bodo v tem obdobju v tujini, pa prenašamo naše pozdrave in želimo veselje prihajajoče praznike. Hvala lepa in vračam besedo. Hvala, nadporočnik. Hvala vsem poveljnikom. Zdaj pa prosim vas, gospod predsednik, da nagovorite pripadnice in pripadnike na mednarodnih operacijah in misijah, da jim morda postavite kakšno vprašanje. Prosim. Spoštovani gospod minister, načelnik, poveljnik sil, spoštovani poveljniki kontingentov Slovenske vojske v mednarodnih misijah po svetu, sprejmite najprej moje iskrene čestitke za vaše sijajno opravljeno delo. Sprejmite tudi izraze moje hvaležnosti za dva vaša pomembna prispevka. Z vašim delom prispevate k ugledu naše države in za vašim profesionalnim delom prispevate k miru in varnosti v svetu. Upam, gospodje, da vam to poslanstvo daje tudi neko osebno zadoščenje. Kot vrhovni poveljnik sem zelo ponosen na vas in kadarkoli imam priložnost govoriti z drugimi predsedniki, predsednicami držav, s katerimi sodelujete vi v okviru vaših misij, lahko slišimo vaš samo komplimente in mislim, da je prav, da tudi slovenska javnost ve, da svoje delo opravljate predano, profesionalno, da ga delate v prid miru in varnosti in da k temu tudi osebno prispevate. Rad bi povedal eno stvar, ki se mi zdi pomembna tako za Slovensko vojsko, kot za slovensko državo. Morda tudi v luči 30. obletnice ustanovitve naše države, po 30 letih, lahko kot predsednik republike, kot vrhovni poveljnik Slovenske vojske, ki je zdaj že nekaj časa aktivna zaveznica v zvezi NATO, v mednarodni skupnosti, v misijah praktično skoraj od ustanovitve. Slovenija je v tem času postala ugledna članica mednarodne skupnosti, ima v svetu veliko, vse več prijateljev in nobenega sovražnika. To omenjam tudi za voljo vašega poslanstva in opravljanja vaših obveznosti na različnih koncih sveta. Ko sem nedavno obiskal misijo oziroma kontingent na Kosovu, sem lahko v pogovoru dan predtem v Beogradu ali tistega dne z voditelji na Kosovu ugotovil,
da imate avtoriteto in naklonjenost obeh strani, med katerimi skrbite za mir in varnost. Zato, ker imamo prijateljske odnose za Srbijo in za Kosovo, ne glede na razlike, ki so kdaj tudi v zvezi z statusom te države v Beogradu. Prav zaradi naših naprezanj, diplomatskih in ostalih, imate vi na nek način lažje delo, po drugi strani je pa vaše delo toliko bolj cenjeno, ker vas spoštujejo ljudje enih in drugih nacionalnih korenin ali prepričanj. To se mi zdi je zelo pomembno. Pomembno je enako v Iraku. To, da je naša država v tem času znala v muslimanskem svetu najti prijateljske vezi tako šiitsko kot z sunitsko ločeno z voditelji teh držav, ne nazadnje tudi z sosednjim Iranom, tudi našim vojakom, predstavnicam in pripadnikom in pripadnicam slovenske vojske v Iraku omogoča, da lažje opravljajo svoje delo. V Latviji, vi ste omenjali poveljnik tukaj obiske latvijskega predsednika. Znano je, da ima Slovenija kot zavzeta članica Zveze NATO, kot sestavni del politični, gospodarski, vojaški zahodnega sveta, relativno dobro odnose z Rusijo. Mi smo vendarle edina država na svetu, ki ima dan slovensko-ameriškega prijateljstva in dan slovensko-ruskega prijateljstva. V Bosni in Hercegovini. V Bosni in Hercegovini smo, upam, pri vseh pripoznani še vedno kot prijatelji vseh treh konstitutivnih narodov. Skozi številne iniciative se trudimo, da razumemo te tri narode, da razumemo kompleksno situacije. Mislim, da smo bili med prvimi, ki smo začeli opozarjati tam sredi prejšnjega desetletja, da s upočasnitvijo širitve Evropske unije nastaja neka zelo kompleksna situacija, ki lahko postane v enem trenutku tudi varnostna in da moramo storiti vse za to, da se to ne zgodi, da zavarujemo mir, varnost in da prispevamo v političnem smislu, kolikor so zato tudi voditelji Bosne in Hercegovine k večji funkcionalnosti te države. Vse to se mi zdi, da pri vseh treh konstitutivnih narodih v Bosni in Hercegovini omogoča našim vojakom, našim pripadnicam in pripadnikom sil, da lažje opravljajo svoje delo. V Maliju smo. Mi se zdaj v zadnjih letih zelo prizadevno trudimo tudi z afriškimi državami vzpostaviti neprijateljske vezi, potem ko smo zaradi objektivnih razlogov nekaj časa ta kontinent pustili ob strani naših prioritet, te zdaj prihajajo vendarle končno tudi na naš dnevni red in za nekaterimi obiski, bilateralnimi srečanji. Nazadnje sem, mislim, da v New Yorku imel 17 bilateralnih sestankov z voditelji držav. Poskušamo pri vseh narodih vzbujati zaupanje v našo državo. V to, da je en pošten, verodostojen sogovornik, nepristranski, da želi graditi na tistem, kar nam je skupno in to se mi zdi, ne vem, upam, da je vsem nam od ministra do načelnika, do poveljnika sil, do vas poveljniki. Upam, da tudi pri veliki večini naših ljudi je eno veliko zadoščenje, ko zaključujemo leto, v katerem praznujemo 30. obletnico ustanovitve naše države. Da smo si v tem času pridobili v mednarodni skupnosti neko mesto, ki mu lahko rečemo ugled in spoštovanje. Tega si sami dostikrat ne priznamo, zato tudi na tem mestu to sam počrtam, ampak se mi zdi prav, da nekaj samozavesti in nekaj ponosa glede tega je. Seveda smo se marsikaj iz naših ravnanj tudi naučili in bo prav prišlo v naslednjih letih in desetletjih. Svet je nekoliko bolj nemiren, kot je bil. Jaz sem sicer zadovoljen, da če izvzamem poveljnika v Maliju, ostali poročati o tem, da so razmere mirne, ampak nihče od nas, ki analiziramo mednarodne razmere, ne more spregledati, da so ne nazadnje tudi zaradi razmer v COVID-u, ampak zaradi cele vrste novih in starih, tradicionalnih in modernih problemov razmere napetejše in da se šele vrača, kolikor se zaupanje v multilateralizem, ki naj po mirni poti reši
vse naše probleme. Zato si Slovenija tudi izrecno prizadeva in se mi zdi, da tudi zaradi vašega ugleda, zaradi našega ugleda lahko z enim dobrim občutkom zdaj kandidiramo za vnovič, za nestalno članico Varnostnega sveta. In to se mi zdi je ena situacija, v kateri, ko zaključujemo to prelomno leto, nam mora vsem dajati neke občutke samozavesti in ponosa. Na koncu, preden gremo mogoče skozi nekatere vprašanje, bi rekel rad naslednje. Zdaj postaja počasi načelnik, že tradicija, da torej novi častniki in častnice prisežejo po koncu šolanja v predsedniški palači. Zdaj nočem biti preveč emocionalen, ampak ko sem ta teden, prejšnji teden je bilo to, v petek, ko sem v petek v predsedniški palači, to je bilo na dan 17. decembra. 17. december ima v tradiciji Slovenske vojske posebno mesto, ker je tedajni predsednik osamosvojitvene vlade Peterle v Kočevski reki rekel, zadišalo je po Slovenski vojski, ko je šlo za postroj teritorijalne obrambe teden dni pred plebiscitom. No, na ta dan sem tam v predsedniški palači pred mano gledal približno 20 častnic in častnikov in sem imel, ne da bi znal to dobro razložiti, tak izjemno sijajen občutek, da so to mladi, usposobljeni, izobraženi, predani ljudje, ki so si vzeli za svoje poslanstvo, da služijo domovini, da to naredijo s polno človeško in vojaško integriteto. Rad bi delil te občutke z vami, ker se mi zdi to pomembno. Na koncu, čeprav bom to verjetno po vprašanjih in odgovorih naredil še enkrat, bi prvič tudi vam, poveljnik v Malju, pa tudi drugim poveljnikom rad izrekel zahvalo za vaše osebno žrtvovanje, da ostanete, ker ste tako sami presodili v vaših kontingentih, čeprav bi imeli možnost, da se vrnete domov, vendar ne želite ogrožati zdravja vaših družin in ljudi, ki jih imate radi in vseh tukaj. To se mi zdi pomembno poudariti, se mi zdi zelo tako človeško in z vidika opravljanja vaše naloge zares sjajno. Vam želim, da tisti, ki ste v kontingentih čez praznike, da kolikor je mogoče v tej situaciji, preživite te praznike čim bolj doživeto. Da veste, da smo z vami, da smo ponosni na vas, da vam želimo, da, kot sem vam rekel, čutite neko osebno zadoščenje za poslanstvo, ki ga opravljate, in vam želim v novem letu veliko uspehov in sreče vašim družinam pa vse najboljše. Zdaj pa razumem, bomo imeli nekaj vprašanj in odgovor. Bi mogoče začeli v Latviji. Predsednik, kot ste rekli, latvijski nas je obiskal poleti, imela sva zelo dobre pogovore, pogovarjala sva se o možnosti, da vas prihodnje leto obiščem, tudi kontingent. Pogovarjala sva se o razmerah, ki so v državah, ki mejijo na Rusko federacijo, pa bi vas rad vprašal, ali se te zadnje tenzije med Moskvo in Washingtonom, tudi med nenazadnje Moskvo in NATO, ali se in koliko se poznajo pri vašem delu? Spoštovani gospod predsednik, hvala za vprašanje. Mogoče v tem trenutku še ne moram podati jasnega odgovora na vaše vprašanje, zdaj bom ta utrip mogoče začutil šele kasneje, glede na to, da sem v območju delovanja šele 11 dni. Moje osebno mnenje je, se pravi po pričanju ljudi, ki so zdaj bataljonsko bojno skupino zaradi rotacij zapustili, je, da se pravi bataljonska bojna skupina in ta naša prisotnost pušča velik pečat
v območju delovanja. V smislu, da smo sprejeti strani, se pravi domačinov, da smo dobrodošli, ne, in da naša prisotnost deluje pozitivno, se pravi v smislu odvračanja nekih namer ali pa zlobnih namer potencialnih agresorjev. Tako da to bi bil moj odgovor, gospod predsednik. Hvala lepa. V Bosno gremo za trenutek zadnje odločitve oblasti v Banja Luki. Vse, ki želimo videti funkcionalno Bosno in Hercegovino znotraj priznanih ozemeljskih meja, seveda skrbi. Kako vi gledate na te razmere v teh mesecih? Jasno, zagotoviti varno in stabilno okolje ter svobodo gibanja vsem prebivalcem Bosne in Hercegovine. Tako da stalno sledimo temu mandatu. Določene zadeve smo pa tudi spremenili oziroma smo povečali neke odzivne sile časovnih sil za vsak primer. Zaenkrat je pa situacija stabilna, tudi višji častniki, bom rekel, srpske nacionalnosti podpirajo skupno vojsko. Hvala. Na Kosovu sem bil nedavno. Mislim, da je bilo z vaše strani narejeno vse, da sem lahko dobil en dober pristen vtis o vaših nalogah in bi se vam rad zahvalil za to. Zdi se, da je prišlo v odnosih med Beogradom in Prištino do nekega zastoja v dialogu. Tudi vi ste prispevali k temu, da so se stvari nekako potem pomirili, ampak se strinjamo, da nekako ostajajo do nadaljnega napete, dokler tudi z našo pomočjo, kolikor bo to mogoče diplomatsko, za našim sodelovanjem pri tem, Beograd in Priština znova ne najdeta neke svežine v pogovorih, ki bi uveljavila dogovorjene sporazume in morda obetale nove in prispevale k umiritvi razmer. Kako vi morda ocenjujete zdaj te razmere čez novo leto? Hvala, gospod vrhovni poveljnik, za besedo. Kar se tiče na našem taktičnem nivoju, spremljamo ta normalizacijski pogovor med Beogradom in Prištino vsakodnevno. Trenutno čez praznike ne ocenjujemo, da bi prišlo do večjih komplikacij. Dejansko čakamo, kar se tiče te električnega dogovora na februar. Je pa res, da smo, se pravi, vse, kar se dogaja na političnem nivoju, tudi vpliva vsakodnevno na okolje in posledično tudi na naše poslanstvo tukaj oziroma na naše načrtovanje. Trenutno smo v procesu načrtovanja mogočih potencialnih odgovorov, če bi prišlo do kakršnega koli zaostrovanja, tako da smo v okviru KFOR-ja pripravljeni na kakršne koli situacije. Hvala. Predajam besedo. V Iraku opravljate neko pomembno misijo. Vsi si želimo, da bi se stvari počasi umirile, normalizirale, da bi Irak lahko sam opravljal vse svoje naloge, tudi skrbel za svojo varnost. Kako ocenjujete razmere v tem trenutku? Imamo prav, ko imamo neko upanje, da morda tudi z doseženim novim sporazumom med Zahodom in Iranom glede nuklearne varnosti lahko upamo na neko umiritev v tistem delu sveta, ki je bil toliko časa tako nemiren. Ja, spoštovani gospod predsednik, hvala za to zanimivo vprašanje. Seveda, kot častnik Slovenske vojske imam vedno upanje, se pravi pri svojem vsakdanjem delu, torej svetovanju visokim častnikom, torej brigadirjem in generalom kurdskih varnostnih sil, seveda je upanje in vsi ti ljudje, visoki častniki, gradijo ravno v tej smeri, se pravi v povečevanju zaupanja ne samo znotraj Iraka, ampak tudi med sosedami. Tako da moje prepričanje je, se pravi, da so na pravi poti, seveda bo pa tukaj potrebno še veliko truda, tako mednarodne skupnosti, predvsem pa se pravi sami, bom rekel, Iračanov in sosedov in tako naprej. To bi bil, gospod predsednik, moj odgovor. Hvala lepa. Za poveljnika kontingenta v Maliju imam vprašanje, ker ste že sami prej pravilno predvideli, kaj me zanima, ste približno že odgovorili, govorili ste o političnih razmerah, vas ne bom podrobno spraševal o tem. Pa bi vas vprašal, so raven vaše usposobljenosti
oprema, ki jo imate, vse, kar potrebujete za vaše delo na ravni vaših potreb? Hvala, gospod vrhovni poveljnik, za vprašanje. Zelo prepričljivo lahko povem, da smo pripadniki Slovenske vojske popolnoma primerljivi z vsemi ostalimi zaveznicami v območju delovanja in z opremo, ki jo imamo, brez večjih težav opravljamo vse naloge. To je bilo moj govor. Vračam besedo. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali v tem pogovoru. Še enkrat vam želim, da tisti, ki svoje delo opravljate v misijah, čez praznike te praznike lepo preživite, doživite, koliko je mogoče. Rad bi se ob tej priložnosti zahvalil tudi vsem vašim družinam, ki vas pri tem delu podpirajo. Prosim vas, da tudi prihodnje leto tako predano opravljate svoje delo. Želim vam zdrav in srečen povratek v domovino. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem poveljnikom kontingenta in vsem, ki smo bili danes na tem dogodku. S tem je naše srečanje končano. Želim vam lep dan in mirne prihajajoče praznike.